V tem in v naslednjem jezikovnem vozlu želim z vami deliti nekaj na videz drobnih jezikovnih pravil, s katerimi se zdi, da se ukvarjamo samo lektorji in jezikovni svetovalci. Zaradi vloge, ki jo te navidezne malenkosti vendarle imajo v jeziku, pa v njem kar vztrajajo, tudi v pravopisnih in slovničnih pravilih. Prva razlika med vezajem in pomišljajem je oblikovna. Vezaj je kratka črtica, pomišljaj pa dolga, tako kot na primer minus med matematičnimi znaki. Pomišljaj je večinoma enodelno ločilo, njegova vloga pa je večinoma pojasnjevalna. Primer za to je mladost, norost. Včasih je pomišljaj lahko tudi dvodelno ločilo. To se zgodi v povedih, kjer bi sicer lahko tudi stavili vejico, ki bi uvajala pojasnjevanje, vendar se nam zdi za naš namen prešibko ločilo, zato stavimo pomišljaj. Preberimo primer. Zavedamo se, da je kljub vsem tehnologijam in novim medijem umetnost, prava umetnost, še vedno najmočnejši dejavnik učlovečevanja človeka. Pomišljaj je večinoma nestično ločilo, poglejmo pa dva zgleda, v katerih je pomišljaj vendarle stičen. To pomeni, da pred njim in za njim ne stavimo presledka. Stični pomišljaj rabimo pri navedbi časovnega trajanja, na primer delovnega časa ali trajanja prireditve. Stavimo pa ga tudi, kadar želimo označiti razdalje, na primer proga Ljubljana-Maribor. Vezaj pa je torej kratka črtica, večinoma stična. Tako je v prvem zgledu. V tako imenovanih prirednih zloženkah, zložene iz več sestavin, med katerimi bi lahko bila tudi beseda in. Tako je na primer pri slovensko-hrvaški meji ali obveščevalno-varnostni službi, pa tudi pri črno-belih fotografijah. Drugi zgled za vezaj, za rabo vezaja, so tako imenovane pridevniške izpeljanke. 5-litrski sod, 5-mililitrski odmerek ali 5-odstotna rast. Stični vezaj v takih primerih pišemo tudi, če mersko enoto zapišemo v okrajšani obliki. Vezaj srečamo tudi v zemljepisnih imenih. Takega, brez presledka, vidimo v Kamniško-Savinjskih Alpah ali na primer Ljutomersko-Ormoških goricah. V zemljepisnih imenih pa je vezaj tudi nestičen. Primer za to je Šmarje Sap ali Videm Dobrepolje, pa tudi dežela Furlanija, Julijska krajina. Vezaj pa lahko zapišemo tudi med dvema priimkoma. Tam res da velikokrat uporabimo samo presledek, vendar pa je možen tudi nestičen vezaj. Prav tako vezaj zapišemo med priimkom in vzdevkom ali umetniškim imenom. Pogosto se zavozlamo med glavnimi in vrstilnimi števniki. Obvladamo osnovno teoretično pravilo, da pri glavnih števnikih, kadar jih zapišemo s številko, ne stavimo pike, pri vrstilnih pa jo. Vemo pa tudi, da je glavni števnik števila 1 ena, vrstilni pa prvi. V dveh zgledih poglejmo, kdaj gibkost slovenskega jezika zavede pisce, da mislimo, da namesto glavnega števnika stoji vrstilni. Pri 50 letih je postala babica. Pri 50 letih je primer sklanjanja glavnega števnika. Drugače pa vendarle zvočno enako
pa je v naslednjem primeru. Rodili so se v 50 letih 20. stoletja. V tem primeru pa gre za 50. leta, torej za vrstilni števnik, zato za številko stavimo piko. Mimogrede, poglejmo še zanimivo pomensko razliko med 25-letnico in 25. obletnico. 25-letnica, pisana takole, z vestičnim vezajem, pomeni obdobje, torej trajanje nečesa. 25. obletnica pa pomeni enkraten dogodek, isti dan vsako leto. Tako praznujemo na primer 25-letnico zakona ali 25. obletnico poroke. Naslednja jezikovna drobnarija je črka i. Pogledali jo bomo v glagolskih in pridevniških besedah.